4. epizoda Blender tutoriala v slovenščini. Tema tokratne epizode je destruktivno versus nedestruktivno ali proceduralno editiranje oziroma modeliranje. Ampak prvo se moram upravičiti za par smrtnih grehov, namreč nisem vam povedal najpomembnejše bližnjice, ki jo morate uporabljati skozi in jo poznate tudi iz drugih programov, in to je Ctrl+S. Shranjevati je treba nujno, to morate imeti praktično v avtopilotu, tako ko se pogledaš za denarnico pa ključe, preden greš doma, tako se moramo do save funkcije obnašati. Sicer nam Blender tudi dostikrat rešuje rit tule. Imate autosave mapo in če se vam sesuje, vam je prihranil cel file, razen za par korakov nazaj, verjetno jih boste mogli ponoviti. Če ima zadeva ime quit, to pomeni, da se je file ustrezno zaključil, če je pa brez kakršnega koli opozorila se izključil, potem pa to najdete tukaj in lahko nadaljujete. Ok, da kar začnemo. Tole kocko bomo zbrisali. Še ena pomembna bližnjica, verjetno, če ste hoteli kaj pobrisati, ste kar počeli po delete gumbu, lahko uporabljate tudi X, je majhen bližje na tipkovnici, pa kot ste videli, delete je hard delete, se gre brez opozorila, X nam pa tale dialog vrže. Ok, to pobrišemo in dodamo plane. Vsaka dobra zgodba se začne z dobrimi tlemi. In tole je naš plane, no? Se pravi samo 4 točke in s tem se kaj dosti editirati ne da, ne? Če premaknemo, bo šla cela z nami. Zato pa dajmo mogoče samo na začetku podvojiti to zadevo. Z Shift-D, da naredimo kopijo, Alt-D v primerjavi s tem bi nam naredil novo instanco, pa dajmo kar še enkrat ponoviti, no? Če z Alt-D dupliciram oziroma naredim instanco, če zdaj ta mesh tukaj editiram, vidite, da se nam kar oba pobarvata, in če bom editiral v temle kaj, pa se nam to pozna v vseh, ker je to samo instanca, ampak uporablja pa isto zadevo noter, ne? Vidite, to je isti plane. Ok. Se pravi, zdaj bom zavrtel zadevo s Ctrl za par korakov nazaj, to sem vam samo tako pokazal, ker rabimo takole, ok, dve različni planjavi. Tole bom hotel narediti na destruktivni način, to pomeni, da sam mesh noter fizično spreminjamo. Se pravi, če hočemo karkoli s tem uporabnim narediti, moramo zadevo parkrat subdividati. To naredimo takole, oziroma če hočemo že neko hecno geometrijo, lahko tele fraktale majhen pojačamo, mogoče smoothness, pa bomo dobili nekaj takega. Ampak pustimo to zaenkrat. Se pravi, subdivide, pa kar dajmo takole 10, pa tole bom dal na 0. Ok. In zdaj lahko recimo posamične točke, takole GZ, potegnemo ven. Ena luštna zadeva, da bomo imeli majhen lepšo geometrijo, je, če si prižgemo tale gumbek. To pomeni, da bomo, to je proportional editing, kar pomeni, da če dvignem eno točko, se bo vse v temle radiju bo nekako pod njenim vplivom, ne? Zdaj, če kolešček zavrtim takole na ven, oziroma na dol, vidite, da se nam tale stvar pojača, tale vpliv. Tukaj pa izberemo, na kakšen način se bo ta zadeva pol dvigala. Recimo takole. Vidite, da gre v špico bolj. Ok. No, zdaj pa dajmo, tega bomo pa naredili podobno zadevo z modifierji. In sicer, ker tukaj nimamo zaenkrat še nobene točke, bomo uporabljali Subdivision Surface. To je eden najpomembnejših modifierjev, ampak v detajle bomo šli v neki drugi epizodi, zdaj samo zato, da lahko ponovimo neko tako zadevo, ne? Tukaj bomo dali stran Optimal Display, zato da bomo videli, kakšne so te naše točke pri enem subdivisionu. S tem, da pazite, tale nam bo hotel točke narediti takole v okroglinjah, v neke okrogline, ne? Če to pojačam, vidite, da je stvar skozi bolj okrogla.
To bomo pol še bolj videli pri kocki pa pri drugih elementih. Ampak nas zaenkrat zanima tole simple, ne? Da imamo približno tole. In, ok, mesh je malo gostejši. Ja. Zdaj, če bi mi radi to na nedestruktiven način, se pravi z modifierji, nekako takole nagubali, bomo tule uporabili še displace modifier. Zdaj nam cela zadeva samo skoči gor. To zato, ker nima nobenega displacement podatka, ker nima nobene teksture. Zato bomo tukaj dodali novo teksturo in tukaj, se pravi, lahko bi dali noter mu sliko, na to je zdaj nastavljeno, ampak ima Blender že par generiranih zadev, recimo bomo uporabili clouds, pa nam bo tole stvar takole nagubal. Dajmo se nazaj v tale pogled in zdaj lahko količino te nagubanosti s temle kontroliramo, ne. Zdaj pa finta, da ta je tukaj ploh, tule sta pa dva hribčka. Mi bi to radi na isti način nekako naredili. Kar je pa zdaj zoprno, ker tulele nimamo nobenega, se pravi, če vklopimo tole, pa pogledamo, tule imamo eno geometrijo, ampak ta geometrija je noter v subdivision modifierju, ne. Nimamo dejanskega dostopa do te geometrije. Zato bom vseeno šel noter, pa si majhno olajšal zadevo, pa vsaj par kvadrantov takole rabim. No, zdaj bom pa teh nekaj točk, zdaj vidimo tudi, zdaj se nam pa geometrija dejansko gosti, zato ker ta subdivision nam zdaj razdvaja glede na količino telih točk, ki so že noter, ne. Se pravi, jih še prepolavlja. Vidite, da je tudi mesh zdajle precej gostejši in tudi ta displacement modifier zato bolj intenzivno takole prime. Če pogledamo v solid modu. Ok, zdaj bomo pa par telih točk kar poklikali, oziroma par ploskev. Še enkrat se opozorim na tole, kar smo že imeli, se pravi z 1, 2, 3 kontroliramo, a bomo prijeli točke ali robove ali ploskve. Tako da recimo ta dva, pa tole, in jih bom zdaj, bom šel pa tukaj pod object data in imamo tulele vertex groups. Tulele bom dodal nov slot, pa ga je preimenoval v recimo hribi in assignal tele ploskve gor. Zdaj pa lahko mi tale modifier omejimo na tele naše hribe. Ok, ni čisto isto. To lahko zdaj še v teksturi majhen povečamo tale size, takole. Mid-level recimo dvignemo, pa strength povečamo. Ok. In zdaj, če bi radi to zadevo še zgladili, lahko vržemo pol še en subdivision surface gor, pa naklikamo tako, da imamo eno lepo geometrijo. Evo, pa imamo hribe. Čisto proceduralne, kar pomeni, da lahko, se pravi, obliko teh hribov kar tukaj z našimi, se pravi, s temle, z obliko teksture nekako kontroliramo, ne. Ok. Se pravi, če pa pogledamo, če gremo zdaj v edit mode, vidimo, da imamo čist normalen plane, samo parkrat subdividen in imamo tele točke noter, ki smo jih dali v skupino telih točk, vertex group, ne. Zdaj, če tole kliknem, select mi pokaže, katere smo izbrali, vidim, da sem nekako nespretno še tole izbral, tako da bomo recimo tole lahko dam ven, pa da vidimo zdaj. Opa. V bistvu bom kar vse izbral, remove pa assignal zdaj neke druge, ta recimo, takole, in zdaj, če pogledam, nam prime to na tehle, ne. Lahko bi še naprej razdelil to stvar, recimo, če rabim bolj fino kontrolo, bom še majhen razdelil, pa spet poklikal par teh točk, samo da vidimo zdaj, če niso ostale odprej, ok, takole. In vidimo, da nam zdaj prime samo na teh točkah, ne.
Dočim, lepota tega je, da jaz lahko tele stvari odstranjujem, geometrija je pa skozi ista. Dočim, če pogledam tukaj, imamo geometrijo že nagubano in pol je tole kar smotan popravljati pa gladiti. Se pa to da, ampak ni to v sklopu tele naše učne ure. Ok, ta je bolj kratka. Mogoče bi samo še pokazal zdaj, če dodamo tukaj še eno kocko, kako se s temi teksturami da igrati. Recimo, zdaj bom spet uporabil tale Subdivision Surface in ste videli, da mi je iz kocke nam je naredil tole reč. To je original, zdaj pa pol kot pojačujem, zato ker imamo tega vklopljenega. Če bi imeli simple, do tega ne bi prihajali, bi pa videli, da nam vse gosti noter geometrijo. No, recimo, če si zdaj tole tako pojačamo in pazite, tukaj imate dva drsnika, en je za viewport, en je pa za render. Tako da, recimo, če zdaj premaknem to kamero, viewport mi kaže takole, ampak če dam renderat, vidite, da je predvsem manj detajlov. To bodite pozorni, no, da se ne boste spraševali, zakaj je v renderu zgleda drugače. Če pa naredim to takole, evo, je pa to isti pogled. No, ta najboljš z Displace modifierjem deluje v paru in zdaj imamo že pripravljeno teksturo odprej. Pa dajmo mogoče kar še eno teksturo narediti. Dajmo dve različne, pa imamo malo poklikati tele stvari. Najprej, tlele bom še malo pojačal, da imamo še lepšo, pa lahko ga na koncu zgradimo še z enim Subdivision Surface. Vidite, kako pol geometrija rata lepša, ampak pazite, glejte, kako je število točk, koliko to hitro narašča. Zdaj, če to zmanjšam, takole, pa recimo, mogel bi pol izklopati še na tejle in to lahko takole naredimo. Zdaj, še ena lepota tega Blender umestnika je, in to drugače čisto deluje tudi v Photoshopu, namesto da takole klikate vsako posebej, ali recimo, če vam celo vse odprte, to je kar zamudno pol, če imate veliko tega slidati gor pa dol. Enostavno zagrabite eno, zadržite miško dol in sam potegnete takole. In tlele primeš, sam potegneš, vse ugasneš. Evo. Tako da, če pogledamo, zdaj smo na dosti nizkem številu točk, tako da se lahko sam s temle ukvarjamo naprej. Spet pojačam tele subdivisione, vidite, kako skokovito v bistvu eksponentno narašča zadeva. Zdaj pa se gremo igrati z različnimi tipi tekstur. Se pravi, imamo tlele clouds, ta zgleda takole. To je skala. Tukaj v samem modifierju pa kontroliramo, koliko je ta stvar intenzivna v eno ali v drugo smer, ki je mid-level in tako naprej. Se pravi, imamo clouds, tukaj so različni tipi tega cloud noisa. Dajmo malo preklikati. Zdaj, vse deluje na isti način, tako da čist, če vse ne bomo šli, to zabavo enostavno vam prepuščam. Takole clouds, distorted noise, vidite, da dobivamo čist eno drugačno obliko tega, karkoli to že je. Tako. Evo. Dobro, jaz bi tlele tole uro kar končal. Mislim, da smo en sklop pokrili. Nam bo pa kombinacija teh različnih tehnik, nam bo pa zelo prav prišla v prihodnje, ko bomo vsa ta znanja začeli na kup zlagati. Zelo se priporoča, ko karkoli delate, da najprej probate z najbolj osnovno enoto tega, kar želite sprobati. Recimo, pol, ko bomo jemali fiziko, recimo, date samo plane pa par kock, pa vidite, kako se zadeva obnaša. Ne greste postavljati cele scene, pa pol testirati fizike, ker vam ne bo nič jasen. In če imate veliko elementov noter, prvo se cel interfejs se upočasni, drugo pa rata nasploh zmeda. Sploh, če niste neki redni in ne poimenujete stvari sproti, pol imate težave. Tako da dajte probavati na najbolj
osnovni zadevi s čim manj elementi, toliko, da spoznate vse koncepte, pol pa bo lažje naprej. Ok, se vidimo naslednji.